Gospod župnik, v imenu vseh veroukarjev vam čestitam za 25 let mašništva. Obenem pa tudi zato, ker vedno zberete dovolj energije, da nas peljete na zanimiva romanja, ker vedno spoznamo marsikaj novega. Še posebej nam je všeč, ko nas na koncu oratorija in šmarnic peljete v Čateške Toplice. Vedno smo veseli druženja z vami. Bog vam poželi. Hvala lepa. Zahvalili bi se ti radi zanj, za tvojo neizmerno ljubezen do nas in za vse prejete dobrote. Pred teboj, Gospod, prihajamo taki, kakršni smo. Prinašamo ti vse svoje slabosti, razočaranja, pa tudi trenutke sreče in veselja. Ti nas razumeš, nas ljubiš in nam odpuščaš. Da bomo vredni tvoje daritve in tvoje bližine, Gospod, odstrani iz naših src vse, kar te žali in kar ti ni po tvoji volji. Pomagaj nam, dobri Bog, da raztrgamo svoje ozkosti, da se odpremo tvoji ljubezni in da spoznamo, kako še vedno premalo ljubimo. Gospod naš Bog, ponižno ti izrekamo, nismo vredni, da prihajaš. Toda ti, ki si beseda, izreci besede odrešenja in odpuščanja in spet bo svetlo v naših dušah. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega v ustih in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveta Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga in Krišno Božjo. Svojega Sina besedo resnice in Svetega Duha posvečevalca, si nam razvedel nedoumljivo skrivnost svojega življenja. Pomagaj nam, da bomo to trdno verovali, slavili veličastvo večne Trojice in molili vsemogočnega enega Boga, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Število iz 5. Mojzesove knjige. Mojzes je govoril ljudstvu in rekel: Vprašaj vendar o prejšnjih dneh, ki so bili pred teboj,
od dne, ko je Bog ustvaril človeka na zemlji in od enega do drugega konca neba, ali se je kdaj zgodilo kaj tako velikega, ali se je kdaj slišalo kaj takega. Božjemu duhu so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, katerem kličemo Aba, Oče. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To je Kristusov evangelij. Spoštovani in dragi Božji prijatelji, lepo vas pozdravljam na nedeljo po Vinkoštih, ko cerkev obhaja praznik Svete Trojice. S tem praznikom nas hoče spomniti dveh resnic, na katerih temelji naša vera. Prva je, da verujemo v enega Boga v treh osebah, Očeta in Sina in Svetega Duha, kakor izpovedujemo vedno znova, ko se kristjani pokrižamo. Druga resnica, ki jo izpovedujemo na današnji dan, pa govori o tem, da se je Bog Sin učlovečil, to je,
da je Jezus iz Nazareta druga Božja oseba, resnični Bog in človek. Današnji praznik nam torej ponuja bežen pogled v skrivnost in naravo Boga, ki se nam razodeva kot stvarnik, kot odrešenik in kot posvečevalec ali kot pravimo tolažnik. Mojzes je danes v prvem berilu, kakor smo slišali, svoje rojake spomnil, naj ne pozabijo na vse, kar so od Boga prijeli. Rekel je mar katero ljudstvo slišalo glas Boga, govorečega iz sredine ognja? Ali kateri Bog je skušal priti in si vzeti narod iz srede drugega naroda s preizkušnjami, znamenji, kakor je vse to za vas storil Gospod vaš Bog? Poznamo zgodovino odrešenja. Izraelci so hitro pozabili na vse, kar je Bog storil zanje. Pozabili so na dobroto in svetost Boga in se začeli obračati k drugim bogovom, ob katerih so čutili morda trenutno korist. Na praznik Svete Trojice smo morda tudi mi potrebni takega mojzesovskega opomina. Tako kakor Izraelci lahko pademo na isto pot pozabljanja, zato je prav, da obnovimo in utrdimo našo vero v Boga, ki nas je ustvaril, nas odrešil in nas ljubeče vodi skozi življenje. Razlogov za tako držo imamo danes kar nekaj. Prvi in najpomembnejši je vaš farni dan. Farni dan, ki ga obhajate v župniji svetega Martina, tukaj v srednji vasi v Bohinju. Ko smo pretekli konec tedna slovesno sprejeli v cerkvi na Slovenskem in v domovini našega kardinala dr. Franca Rodeta, ki je rad prihajal tudi sem v vašo sredo, blagoslovil vaše orgle, pa vaše lepo doneče zvonove, je ta v nagovoru v ljubljanski stolnici povedal, kaj je njegova največja skrb, ki mora biti pravzaprav goreča skrb vsakega škofa, vsakega duhovnika in tudi vsakega vernika. Rekel je, utrditev in širitev vere v našem narodu. Da se, kakor piše apostol Pavel, utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Današnji farni dan hoče utrditi vašo vero, dragi kristjani. Vero v troedinega Boga, v moči katerega ste bili zaznamovani pri krstu, z njim se združujete pri svetem obhajilu in ob obhajanju svete mašne daritve in v njem ste bili potrjeni ob birmi. Zaradi te vere velja tudi vam danes beseda, ki smo jo slišali v drugem berilu in nam jo je izrekel apostol Pavel, ko je dejal: vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi. Še več, Boga lahko kličemo Aba, Oče. Sveti Pavel nas torej spominja na dostojanstvo, ki ga imamo. Zaradi vere v Jezusa Kristusa smo Božji sinovi in na to dostojanstvo ne smemo nikoli pozabiti. Dragi bratje in sestre, vera je Božji dar. Je vrednota nad vsemi drugimi vrednotami. Vera je odgovor na človekovo iskanje o smislu bivanja in življenja sploh. Kdo smo? Kam gremo? Zakaj živimo? Kaj je po smrti? Zavedamo se, da je težko v današnjem času in današnjih razmerah ostati veren. Svet je prepoln stvari, ki nas od vere oddaljujejo. Tiste, ki so vero zapravili, in one, ki je ne poznajo. Tiste, katerih vera je šibka, hočemo spomniti na živo in dejavno občestvo, ki se vsako nedeljo zbira tu pri oltarju in ki zna tudi praznovati kot ena družina Božjih otrok. To občestvo se veseli vsakogar.
Zaradi vere lahko odpadejo številne ovire, pregraje, zamere, sovraštva v družini, med sosedi in vaščani. Kje drugje, kakor v cerkvi slišimo povabilo, ljubite se med seboj in Bog pričakuje od nas, da tako tudi živimo. Jezus od nas pričakuje, da smo sol zemlje in luč sveta. Če hočemo pričati zanj, lahko storimo to le v skupnosti, občestvu cerkve, v župniji. Zato na današnji dan s hvaležnostjo v srcu izpovedujemo, da smo v občestvu ene svete, katoliške in apostolske cerkve. Samo cerkev, zapomnite si, je namreč tisto varno zavetje, da zmoremo ohraniti dar vere tudi sredi viharjev tega sveta. Pri tem nas spodbuja tudi molitev, ki jo duhovnik moli po Oče našu. Gospod, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Vsi smo majhni in slabotni, lahko tudi duhovnik, a vendarle vera cerkve je tista, ki nas drži po koncu. Vera občestva verujočih je tisto, kar nas dela pomembne v Božjih očeh.